kulture, praznik posvečen njej, ki osvobaja in osrečuje, čeprav ni hrana, pijača ali spanje. Čeprav ni nujno potrebna za golo preživetje, a je nujno potrebna za preživetje duha, da v nas budi iskrivo misel in dober čutek. Za začetek se ji prepustimo ob zvokih harmonike, na katero bo zaigral Tine Štrajkar. Praznik kulture. Kaj sploh je kultura? Kultura. Dejva, čim več besedna kultura, antična kultura, Rimska kultura. duhovna kultura, Materialna kultura. splošna kultura, Kultura mišljenja. kultura trgovanja, Telesna kultura. kultura gojenja bombaža, Agrikultura. hiperkultura, Monokultura. subkultura, Nekultura. hortikultura. Ne, resno. Kaj je zate kultura? Zame je kultura, če nas v šoli peljejo na kakšno proslavo, kjer se moramo kao lepo obnašati. A kakor na tole? Ja, sam na te nastopam, tako da jo lažje prenašam. A tale, ki je zdaj igral, a on je kultura? Ja, itak, da je. Halo, harmonika je del slovenske kulture. No, ni ravno avsenik, ampak na nek način je kultura. Še vedno ne razumem dobro, kaj vse je kultura. Pa saj verjetno ni tako težko, če že prvi črvi vedo nekaj o tem. Na vrsti sta Zara in Tija.
Kultura več pomenov. Lahko gre za neke dosežke človeške družbe, lahko gre za umetniško delovanje, pomeni pa tudi rastlino, ki se jo goji za prehrano. Beseda je latinskega izvora in pomeni gojiti. Gnojiti? Gojiti. Gojiti hrano, gojiti civilizacijo, gojiti duha. Sam, čak malo. Ko gledam tale seznam, nastopajočih ne vidim nobenega kmeta. No, mogoče je pa mišljen drug pomen. Zdaj pa poglejmo, kaj je ustvarila Maja Strle, ki je napisala prav posebno pesem v čast kulturnemu prazniku. Ali je Prešeren tudi kultura? Kdo pa bo, če ne Prešeren? Veš, koliko je on naredil za Slovence? Poezijo je vzdignil na evropsko raven, tudi zaradi njega pišemo zdaj v takšni pisavi, kot pišemo. Koliko knjig je napisal France Prešeren? Se ob neki priložnosti glasilo novinarsko vprašanje. Odgovarjali so mlajši ljudje, osnovnošolci in dijaki srednjih šol. Odgovori so se glasili 10, 20, 50, 100. Njegove pesmice niso samo en tralala, imajo vsebino in to pomembno. V eni od svojih pesmih pa je zapisal tudi, kakšen odnos so imeli Slovenci do kulture takrat. Kaj Petrarkov, kaj Namtasov, treba pevcev je prijetnih. Slišim od butic neokretnih, prašat daljnih, prednih časov, komur mar prijetnih glasov pesem, ki pojo Matjaže, boje krog hrvaške straže, mar kar pevec pel ilirje, mar čebelce roj štirje, kranjec moj mu osle kaže. Podobna usoda je doletela mnoge slovenske umetnike za njim. Tudi sodobni slovenski umetniki se spopadajo s problemom osamljenosti, nerazumljenosti in gmotnega obstoja. Današnji praznik je priložnost, da se zavemo prisotnosti kulture v našem življenju in tega, da za njo stojijo posamezniki, drzni, samosvoji, velikokrat prezrti. Še dobro, da dobre ideje nimajo drugih meja, kot prihodnost. Ob tej priložnosti
vabim gospo ravnateljico, da nam nameni nekaj besed o kulturi. Spoštovane sodelavke in sodelavci, dragi učenke in učenci, lepo pozdravljeni. Kultura je vrednota sama po sebi. Je zatočišče najžlahtnejših človeških lastnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ter krepi medsebojno razumevanje, povezanost in sodelovanje. Lahko je nevidna in neotipljiva, v vsakem primeru pa je ključen del našega bivanja in družbenega razvoja. S pomočjo kulture smo se izoblikovali v to, kar smo, v to, o čemer sanjamo. In to, kar imamo, smo dolžni ohranjati in negovati, ter istočasno se prilagajati novim okoliščinam, novim izzivom in spremembam v globaliziranem svetu. Premišljujte v teh dneh o življenju, o kulturi in umetnosti. Naj vam to daje navdih in spodbudo za polno in srečno življenje. Naj bo vsak dan, tako ali drugače, kulture poln dan in ne le jutrišnji praznik. Hvala. No, pa bodimo še malo kulturni. Poznate zgodbo o Urški, ki je bila zelo prevzetna in se je zato njena usoda tragično končala. Opisal jo je France Prešeren, naslov pa je Povodni mož. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepše od Urške bilo ni nobene, o čem bi bolj zaželene. Ob času cvetja dekleta ne žene, ko najbolj izvesti danice svetla, najlepših deklic je Urška bila. Noktere device, noktere ženice, pokojno skrivno so se prigivali, ker Urški srce se je ljubega dalo. A ljubi bilo jim je vedno premalo, ker slišala moških okrog je sloveti, skušala jih omrežiti, razpeti je ujeti. Je znala ljubiti, je znala reči in biti priljudna in biti prevzetna. Mladenče imati, biti staršem prijetna, modri in sijač je vseh umetna. Možak je dolgo vodila za nos, prestakne na zadnje, ki bil je kos. Na starem se trgu pod lipo zelenjem, trubenti in gozdi in cimbali vede, plesale lepote, izljubljane srce. Nedeljo popoldan z mladenčke veseli. Daje krivico, jih Urška priha, plesati ni dolgo ne volja bila. Kdo, ko jo prosil, a vsak mu odreče, priširna se brani in pleso pošle. Si vedno izgovor malo razmišljuje. Že sonce zahaja, se mrak približuje. Že 7 odbila in ura in čas. Dobila vrata se Urška na ples. Ker se ozira, plesalce se zbira, sedila pri mizi promeni monarhi. Želi omrežiti, ko Uršika lepa živi, zaljubljena v njega obrača oči. To videti mladenič, se Urški približa. A hvala bi znala plesati. In pravi, Kjer dola na bistri pridruži se sami, od svoje lepote zaslišal sem davi, že Uršika znala. Pretamo sem zdaj, že Uršika znala, pripravljena raj. to reče in se je globoko prikloni. Sladko mu nasmeje, se Uršika zala. Nobene stopnice še nisem plesala. Dočakala tebe sem, res je, ni šala. Storila hitro mi roko podaj. Glej, sonce zahaja, je mije žura. Podal je mladenič, prelepo je roko in urno ta dva sta po podru sledila. Hodili lahke peretnice je bila. In blagi prestrupla, pokrog se vrtila. Ne vidi se, kdaj bi Bog noga udal. Prestala sta, kot bi nosil vihar. To videti drugi, so vsi ostemeli, od čudeževoca, roke so zastale, ki niso trobenta vesava ležale. Mladenče noge so tvoj zaceptale. Nevara, Zaupije. za gozd mi za pas, strun drugi poplešem, zapoje na glas. So brž pridrvili se črni oblaki, zasliši na nebu se strašno gromenje, zasliši vetrov se sovražno vršenje, zasliši
luči potokov, dereči šamene, kričujočih po koncu so stali veseli. O, Urši kazala, zdaj tebi gori. Ne boj se ti, Urška, le hitro mi stopi, ne boj se. Ji reče. Ne boj se gromenja, ne boj se potokov ti mojih življenja. Ne boj se vetrov pri prijaznih zašenja. Leurno, obrni prete, leurno, vse pozno je že. Ah, majhno postojva priljubi prosavec, da jaz vdahnem, da noga počije. Ni blizu, tvile točije. Kjer Donava Sava se zjutraj izvije. Leurno, obrni prete. To reče, hitreje sta se zasukala in dalje, od poda spustila. Na bregu Ljubljance se trikrat zavila, presaje valove, šumeče pravila. Martinec so bili čolnari dreč, a Lušik je videl nobenih več. Tudi mnogi učenci osnovne šole Marije Vere so se podali in se še vedno podajajo na pot umetnosti, nekateri z majhnimi, drugi z večjimi koraki. Kdo ve, kam jih bo ponesla prihodnost? Prisluhnimo jim že zdaj. Hvala za vašo pozornost, spoštovani učitelji, sošolke in sošolci. Še naprej vam želimo lep dan. In seveda spotoma. Prešeren je napisal točno eno knjigo. Ampak to zelo dobro.